Zadnji dan januarja je znan kot svetovni dan boja proti kajenju oziroma dan brez cigarete. Kajenju pripisujemo veliko prezgodnjih smrti in razne bolezni, zato je ta dan namenjen opozarjanju na posledice uporabe tobaka. Še posebej je z vidika razvoja problematično kajenje pri mladih, ki se poslužujejo tudi novejših tobačnih izdelkov, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, nikotinske vrečke in tobak za žvečenje. Kaj pa vi? Se javite, ko vas pokliče cigareta? Ne zdaj, ne, ajde. Eden izmed kadilcev je bil nekoč Vasja. Pisalo se je leto 2010, ko je s 16 leti začel kaditi. Takrat je bil v srednji šoli in to so počeli vsi okoli njega. Šele potem sem ugotovil, da sem od tega trajno zasvojen. Po 10 letih kajenja se je le odločil, da preneha. Zaradi zdravja, zaradi denarja, da sem več časa z mojimi bližnjimi in zaradi impotence. Najprej sem vsem mojim bližnjim naznanil in govoril dosti časa, da bom nehal kaditi, ker sebi lažje lažeš kot vsem svojim bližnjim. No, potem sem se tudi pripravil sam pri sebi in sem nehal kaditi v enem kosu, nič zmanjševanja. Manca Kozlovič iz Mladinske zveze No Excuse poudarja podporo, ki jo posamezniki dobijo, če se tako kot Vasja odločijo za ta korak. Najprej moram povedati, da je preventiva vedno bolj poceni kot kurativa. Če pa že posameznik kadi, imamo na ravni zdravstvenih domov že veliko nekih programov, na katere lahko posamezniki grejo. To so centri za krepitev zdravja, ki delujejo v sklopu zdravstvenih domov. Tam so posamezniki, ki pač razumejo te oblike zasvojenosti, lahko pripravijo programe, ki so lahko delujejo na individualni ravni ali pa skupinski ravni, lahko je to v obliki delavnic. Mogoče lahko si posameznik pomaga tudi z nekimi potrjenimi izdelki, s katerimi lahko preneha kaditi. To lahko dobijo v lekarnah in se tam pozanimajo, kako to deluje. Na drugi strani pa imamo Jana, ki kadi približno 5 let od 21. leta in ne namerava prenehati. Vmes mu je to sicer uspelo za 1 mesec, a pravi, da je pogostost kajenja odvisna od ravni stresa, ki ga doživlja. Mi je ena taka meditacija. Pač, vem, da je to malo družbeno, da greš ven, da imaš čiko roki in nekako pol lažje steče pogovor, ampak po eni strani se tudi malo zasvoji ta nikotin, ne. Nekako me pač pomiri, malo mi sprosti ta stres, ki ga imamo v tem obdobju, tako da, ja, to. Vsak odrasel človek je za svoje življenje odgovoren sam. Zato se razne organizacije, ki delujejo na področju boja proti tobačni industriji, kot je recimo No Excuse, osredotočajo na mlade, da se lahko že zgodaj seznanijo s posledicami. Zato vse, kar počnemo, kakršnekoli zakone želimo spraviti v recimo parlament ali pa kakršnekoli spremembe želimo narediti za nove generacije. In tudi ta direktiva, s katero smo v bistvu začeli z januarjem zbirati 1 milijon podpisov po celi Evropski uniji, torej sodelujejo vse države Evropske unije, želimo premakniti idejo družbe brez tobaka v Evropski parlament, zato da se začnejo o tem pogovarjati oziroma da jim uspe ustvariti neko direktivo, s katero se bo to omejilo v vseh državah Evropske unije. Ker se v vseh državah, po večini, v bistvu pogovarjamo o novih generacijah brez tobaka. To pomeni, tudi v Sloveniji je cilj, da do leta 2040 bomo bili družba brez tobaka. To pomeni, da ne bo kadilo, oziroma bo kadilo manj kot 15% 15-letnikov. Če boste sledili vzoru Vasje ali Jana, pa se boste morali odločiti sami. Drugače ful ni priporočljivo. Že dobrih 50 let 2. februarja obeležujemo Svetovni dan mokrišč. Slednja so območja, ki so redno zadostno preplavljena s površinsko ali podzemno vodo. Škocjanski zatok je tipično urbano mokrišče. Je največje slovensko poslano mokrišče, veliko je 122 hektarjev in kar je njegova posebnost je ta, da združuje tako sladkovodna življenjska okolja kot pa oslana življenjska okolja.
Zakaj pa so mokrišča za nas pomembna? So pa mokrišča območja, ki imajo ogromno ekosistemskih storitev, med drugim lahko rečem zagotavljajo pitno vodo, so nekako varovala pred poplavami, so naravne čistilne naprave, so območja, kjer živi več kot 40% vseh rastlinskih in živalskih vrst na svetu, so območja, kjer se ljudje pridejo sprehajati, sproščati, so območja, kjer nudijo tako vir hrane za celotno območje. V bistvu mokrišča imajo ogromno funkcije, ampak v zadnjem času je to tisto, kar se ljudje začenjajo zavedati in to je tudi namenjen dan mokrišč. Kljub svoji pomembnosti naj bi bila slana mokrišča med najbolj ogroženimi ekosistemi na svetu. Zdaj mokrišča izginjajo zelo hitro, to vemo, da je več kot 80% mokrišč že izginilo. Zdaj slana mokrišča so pa v bistvu še ena specifika, to so ob morju in v bistvu imajo zelo posebne razmere, tako da so organizmi res specializirani na ta območja. Vemo pa, da obalni habitati hitro izginjajo in se v bistvu veliko se gradi, uničuje take habitate, tako da je potrebno, da so zavarovani, da se lahko tudi te vrste ohranjajo. Mokrišča izginjajo zaradi različnih dejavnikov, kot so gradnja infrastrukture, onesnaževanje, izsuševanje in podnebne spremembe. Tudi dvigovanje morske gladine je en tak dejavnik, ki vpliva tudi tukaj, na primer na solinah, ima velik vpliv. Tako da tudi to je ena stvar, ki se bo potrebno prilagajati v prihodnje temu in v bistvu tudi ukrepati primerno glede na to. Škocjanskemu zatoku je v prejšnjem stoletju že grozilo uničenje. Škocjanski zatok je bil v 80. in 90. letih preteklega stoletja zapisan temni usodi. Tle je bila mišljena tudi železarna. To je po našem mnenju tukaj upravljalca najtežji projekt, ki je bil mišljen na tem območju, tako da smo izredno zadovoljni, da imamo danes tukaj naravni rezervat. Verjetno še ogromno drugih idej, ampak po zaslugi civilne iniciative, ki se je začela nekako prebujati v teh mladih ornitologih, ki so danes moji kolegi, ki so danes tukaj zaposleni tudi v Škocjanskem zatoku, se je izvedla ena taka akcija. Seveda podprli so jo tudi lokalni prebivalci, preko 7000 podpisov se je zbralo, potem tudi Ministrstvo za okolje, Zavod za varstvo narave in pripeljalo je do tega, da se je Škocjanski zatok zavaroval leta 1998. Krajinski park Strunjan in Škocjanski zatok sta del Evropskega naravovarstvenega omrežja Natura 2000. Zavarovana območja Natura 2000 se raztezajo po vsej Sloveniji. Za Škocjanski zatok je izredno pomembno. Seveda Natura 2000 so območja, ki so namenjena ohranjanju ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v njihovih življenjskih prostorih. In da je Škocjanski zatok Natura 2000 je tudi priznanje, da tukaj imamo pomembna življenjska okolja in vrste, ki jih je potrebno ohranjati tudi za naše zanamce. Zato je pomembno, da v času Svetovnega dne mokrišč slišimo čim več o njihovem pomenu, saj je ohranitev le-teh ključna za vse nas. Ob novem drugem železniškem tiru med Divačo in Koprom, ki ga pravkar gradijo, bodo zgradili vzporedni dodatni levi tir. Prebivalci pod Kraškim robom zahtevajo, da država staro in dotrajano progo Prešnica-Dekani ukine še isti dan, ko bo po novi progi Divača-Koper zapeljal prvi vlak. Zato, ker je stari tir dotrajana proga, ki je že več kot 50 let, ki je poteka po Naturi 2000, po Kraškem robu, zato ker je nevarna za vodni vir, zato ker je nevarna za življenje ljudi in prebivalce na tistem območju. Zato, ker je stara, zato, ker je strašno veliko investicij, treba, da se jo vzdržuje na pragu zmogljivosti in je že davno presegla svoje poslanstvo, tisto, ki ga je imela na začetku. Od pristojnih pričakujejo sprejem zakona, ki bo to opredelil, saj menijo, da država nesmiselno zavlačuje gradnjo dvotirne proge na novi trasi do Kopra. Za vsako razgrnitev določenega dokumenta, na primer vplivi na okolje, treba nekaj mesecev. Potem so na podlagi tega so pripombe, spet nekaj mesecev, tako teče čas. Za prostor, za traso, ki je bilo to že vse enkrat narejeno. Zato so nesmiselni upoštevati ta zakon, oziroma zakon treba upoštevati. Ampak zato se mi prizadevamo, da se ta zakon spremeni, oziroma da je nov zakon, ki bi vse
časovnico skrajšal, vse te roke, ki niso potrebni za nekatere zadeve, in pa seveda pospešil postopke, da pridobiti dodatno gradbeno dovoljenje za še en nov tir. To smo si prizadevali in še vedno in smo prepričani, da se to da narediti. Zato želimo, da je to sočasno zgrajena dvotirnost. Staro progo je po njihovem prepričanju treba ukiniti čim prej, ker je zastarela in nevarna za ljudi. Poleg tega pa resno ogroža vodni vir Rižane, kar je potrdila tudi geološka stroka. Da je najbolj nevarna proga ne samo v državi, mislim še kje drugje. Sem vam povedal zato, ker je stara, dotrajana, zaradi tega, ker se lahko v vsakem trenutku zvrne vlak na tiste vasice, ki so tik ob progi spodaj. To si predstavljate, kakšna katastrofa bi bila. Mi smo imeli pred leti primer, ko je vlak prevrnil v Hrastovljah, ker se je zlil kerozin, oziroma v Dolu, ker se je zlil kerozin. Če bi se to zgodilo v Podpeči, da bi ta vlak šel dol se prevrnil po Skalovju, to bi vasico, Bezovico spodaj, ki je pa Hrastovlje dol, bi popolnoma uničilo. To si predstavljate, to so neznanske količine, to so velikanske količine, tisoče litrov kerozina, ki je tudi vnetljiv. In ko bi to gorelo, to se ne vstavi do reke Rižane. Mi imamo od Geološkega zavoda Republike Slovenije dokument, v katerem piše, vkolikor se bi vlak prevrnil, da je noter neka tekočina strupena, bi vodni vir usahnil oziroma bil onesnažen za nekaj desetletij. Edini vodni vir, ki ga mi imamo v naši občini, je vodonosnik Rižane. Zato je potreba to progo čim prej ukiniti. Da ne pride do neke hude nesreče, ker so lahko zgodijo res smrtne žrtve. Mestna občina Koper sporoča, da so se pričeli postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za levi tir. Kot pravijo, bi se v 2 letih lahko pričele gradnje, ta pa bi bil lahko v uporabi že leta 2028. Izgradnja dvotirnosti na drugem tiru prinaša predvsem gospodarske koristi za celotno državo. Za izgradnjo nove železniške proge bo bistveno skrajšana pot do Ljubljane za približno 40 do 45 minut. Hitrosti bodo večje, kar pomeni, da bo večja pretočnost in bo lahko večji del tovora iz Luke Koper prehajal po železnici, ne pa po avtocesti. Tamkajšnjim prebivalcem v tem trenutku same izgradnje prinaša predvsem nevšečnosti, ampak verjamem, da po zaključku gradnje železniške proge in z odstranitvijo stare železniške proge bo ta kraj dobil priložnost za razvoj, predvsem butični turizem. Ker bo ves železniški promet preusmerjen na drugi tir, načrtujejo odstraniti tire na sedanji progi med Prešnico in Koprom in tej trasi spremeniti namembnost. Tam bodo uredili sprehajalno in kolesarsko pot. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v Kopru je s 1. februarjem dobila novo direktorico. To nalogo je prevzela Luana Malec, magistrica bibliotekarstva, diplomirana ekonomistka in dolgoletna vodja razvojne službe za izvajanje območnih nalog. Koprska knjižnica je sicer največja splošna knjižnica v slovenski Istri, pa tudi 5. največja splošna knjižnica v Sloveniji. Eden od ključnih izzivov sodobnega knjižničarstva je poleg digitalizacije gradiva in storitev tudi njegova izobraževalna vloga. Temu se pridružuje tudi Koprska knjižnica, ki si zastavlja pomembno nalogo razvijanja informacijske pismenosti prebivalstva. V zadnjem času pa se osrednje območne knjižnice razvijajo tudi v kompetenčne centre, torej v specializirane knjižnične centre za posamezna področja, knjižnična področja. Naša knjižnica stremi k razvoju, predvsem k razvoju informacijske pismenosti. Gre za zelo široko področje, ki zajema oziroma se dotika tako digitalne pismenosti, kot tudi metapismenosti in medijske pismenosti, za katere vsi vemo, da je danes še kako potrebna, sploh v digitalnem okolju. Nova direktorica ima na tem področju številne izkušnje, saj je v Koprski knjižnici zaposlena že 3. desetletje. V tem času pa je izpeljala tudi že številne odmevne projekte, med njimi priporočilni portal slovenskih knjižnic dobreknjige.si, ki ga danes uporabljajo že vse splošne knjižnice v Sloveniji. To je portal za sledovanje dobrega branja in sicer, če boste
obiskali naš portal, boste lahko knjigo izbrali po različnih kriterijih, ne samo po avtorjih, po naslovih, ampak lahko izbirate tudi po narodnosti avtorjev, po literarnih vrstah ali zvrsteh, pa tudi po posebnih bralnih doživetij, torej lahko poiščete veselo ali žalostno knjigo, lahko iščete bolj erotično knjigo, lahko iščete krajše knjige, torej knjige, ki so primernejše za pot ali pa ko nekje čakate v kakšni čakalnici, ali pa knjige recimo z večjim tiskom, če imate težave z vidom. Skratka, veliko možnosti je, da preko tega portala najdete knjigo, ki je res primerna za vas. Kako vidite vi razvoj knjižnice v prihodnje? Torej, če ostanemo pri vprašanju digitalizacije gradiva, pa ne samo gradiva, ampak tudi storitev. Danes je to naš vsakdan. Družba se praktično lahko rečemo, lahko pač povemo že, da se tudi družba že digitalizira na različne načine in tudi knjižnice morajo iti v korak s časom in to tudi že počnemo. Zdaj, sama digitalizacija gradiva prinaša veliko prednosti, ne? Ker gradivo je tako dostopno nadaljavo marsikomu. Je pa tudi zelo pomembno vsem uporabnikom s posebnimi potrebami, recimo gibalno oviranim ali pa uporabnikom s težavami vida, ker digitalni aparati omogočajo tudi enostavno povečavo, spremembe pisave in tako naprej. Ne bo pa digitalizacija oziroma digitalno gradivo nikoli spodrinilo klasičnega gradiva, ampak bo sobivalo in mislim, da ob klasičnem in kar je v bistvu super za nas. Prinaša pa digitalizacija tudi svoje slabosti. Vsi vemo, da ob uporabi digitalnih aparatur je naša koncentracija manjša, ne beremo več linearno, ampak drsimo v bistvu skozi, ne beremo tako zelo poglobljeno. Tako da ja, potrebujemo oboje. Vsaka oblika je dobra za nekaj, ampak vedno gre za branje. Prihodnji teden, 8. februarja, obeležujemo slovenski kulturni praznik. Zato nas je zanimalo še, kakšna je po mnenju Luane Malec bralna kultura na Obali. Jaz mislim, da je bralna kultura na Obali podobna kot bralna kultura v Sloveniji in podobna kot bralna kultura v Evropi. Zdaj, jaz večkrat zasledim v medijih novice, kako upada bralna kultura, kako imamo vedno manj bralcev, kako samo polovica odraslih bere. Ampak, če recimo gledate, če ste bili recimo pozorni na raziskave Knjiga in bralci, do zdaj je šlo kar nekaj teh raziskav, izhajajo periodično, mislim, da prve so bile v 70-ih letih, zadnja je bila v letu 2019 oziroma 2020 in podatki so več ali manj konstantni. Procent gor, procent dol, zmeraj je nekje polovica ljudi bere, druga polovica pa manj ali pa nič. Nekaterim je to katastrofa, zame je to uspeh. Zato, ker od leta 70 do danes je naraslo število motilcev ogromno. Imamo računalnike, imamo prenosne naprave, telefone, tablice, ki jemljejo našo pozornost. In kljub vsemu temu smo ostali bralci v enakem obsegu in mislim, da to veliko pove. Naj ta spodbudna misel pozitivno zaključi in nas optimistično uvede v praznik kulture. Še beremo in še bomo brali. Na drugi redni seji občinskega sveta občine Piran, kjer so bila na dnevnem redu imenovanja članov odborov in komisij, je prišlo do obstrukcije seje strani svetniške skupine Socialnih demokratov in napovedi upravnega spora. Jedro problema naj bi bil ta, da so po mnenju svetniške skupine Socialnih demokratov, glede na volilni rezultat, zastopani v premalo odborih in komisijah. Po njihovem mnenju bi namreč morali zasedati vsaj 12 odborih in komisijah, ne pa 7. Podlago za svojo trditev naj bi našli tudi v poslovniku občinskega sveta ta iste občine. Glede na objavljen volilni izid zadnjih volitev, Socialni demokrati smo dosegli 14,18% volilni rezultat, bi morali biti člani stranke Socialnih demokratov zastopani vsaj v 12 odborih oziroma komisijah.
V predlaganem sklepu pa smo samo v 7, kar je posredno v nasprotju s poslovnikom. Poleg tega, da pravzaprav sedijo v 8 in ne 7 odborih, je zanimivo tudi to, da v poslovniku občinskega sveta ni najti zapisa, ki bi določil, koliko sedežev v odborih oziroma komisijah pripada določeni stranki glede na volilni rezultat. Toliko bolj je zanimiva njihova zahteva po zasedbi sedeža v nadzornem odboru občine, ko pa v tem primeru zakonodaja jasna. Le-ta v svojem 32. členu izrecno pravi, da člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta. Dejstvo je, da mora opozicija vršiti demokratični nadzor, tako preko nadzornega odbora občine, kakor tudi skozi odbor za finance. Zatrdila je tudi, da v celotni zgodovini občinskega sveta ni nova oblast tako očitno kršila poslovnika, na kar je na tiskovni konferenci župan odgovoril tako. Včasih so malo kontradiktorni, še posebej, ko so na oblasti, morda, ko postanejo v opoziciji, začnejo razmišljati malo drugače, ni problema. Jaz mislim, dali so na seji en napačen podatek, povedali so, da imajo 7 članov v odborih, imajo jih 8, tako da ta podatek ni bil ta pravi. Kar se tiče samega kvijeza, dejansko niti niso imeli svojega predloga, oziroma so predlagali nekoga drugega iz druge stranke. Tako da tukaj nimam kaj dosti več za dodatno. In kot sem tudi na seji povedal, da si lahko preverijo 2014-2018, ker so rekli, da v zgodovini niso videli še takega primera, da si preverijo, da so oni, ko so dejansko vodili občine v tistem mandatu, v Sloveniji zavedno stranki, ki je imela 5 svetnikov, torej enega več kot oni, so imeli 7 v odboru. Vendarle se zdi, da gre pri zahtevah socialnih demokratov bolj kot ne za glas vpijajočega v puščavi. Pa ne zato, ker jih ne bi slišali, ampak zato, ker njihove trditve nimajo resne podlage. Na Tomažičevem trgu 2 v Kopru se je odprl kreativni center, ki so ga otvorili v sklopu projekta Balanced, v katerem se bodo izvajale raznorazne delavnice. To je v bistvu projekt norveškega finančnega mehanizma. Zatem stoji projektna ekipa 5 partnerjev, od tega 4 iz Slovenije. Vodilni partner je Center za komunikacijo sluh in govor Portorož, potem je tu zavod Cona BP iz Škofij, potem je zavod Nomed oziroma Gibanje Zelenci, ki deluje znotraj zavoda Nomeda. Nomed je Pina, kulturno izobraževalno društvo Pina, in pa naš norveški partner Culture Break Borders iz Osla. Kreativni center je bil odprt, ker naj bi kreativnost prispevala k lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Zatem zdaj stoji kar nekaj raziskav, celo Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 2019 izdala publikacijo, kjer dokazuje vpliv ukvarjanja s kreativnimi dejavnostmi na izboljšanje nekih teh mehkih veščin. Se pravi na to, da so pač ljudje, ki se s tem ukvarjajo kot hobi, da so bolj v stiku sami s sabo, da imajo boljši občutek neke lastne moči. In na ta način se potem lažje soočajo z nekimi izzivi, ki jih prinaša usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Se pravi, mi s kreativnimi dejavnostmi krepimo eno odpornost na stres, da potem ljudje to lahko v svojem življenju lažje izpeljejo. Zakaj pa je bil Koper potreben novega prostora za izvajanje delavnic? Te kreativne delavnice na temo gline ali pa varstva otrok ali pa delavnic nasploh za otroke v Kopru do zdaj ni bilo, že mi smo imeli težave. Delavnice za odrasle bodo potekale istočasno z delavnicami za otroke, saj želijo v kreativnem centru staršem omogočiti tudi varstvo otrok. Vse delavnice pa bodo brezplačne. Namen je pač ponujati možnost ukvarjanja s kreativnostjo, pri tem prednjači delo z glino, potem bomo dodali pa še delavnice šivanja, izdelave naravne kozmetike in fotografije. Namenjene vsem, je pa potrebna prijava. Prostore so s pomočjo razpisov dobili v mesecu decembru, cel januar pa so v centru potekala obnovitvena dela. Ja, v bistvu smo večino dela naredili res sami. Se pravi, projektna ekipa s pomočjo otrok Gibanja Zelencev in nekaj prostovoljcev iz Pine. Dobro, te res mojsterska dela smo zaupali mojstrom, tipo elektrika, vodovodne inštalacije, ne? Ampak so to barvanje, dekoriranje, to smo naredili vse sami in večino tudi iz odpadnih materialov. Se pravi, nismo šli, nekaj smo kupovali, večino smo pa res dobili na odpadu in potem prenovili. No, in tu so res otroci ponudili svoje delo in obenem tudi precej uživali. No.
Kreativni center bo financiran iz norveškega finančnega mehanizma do konca aprila leta 2024. Upanju, da dobimo pač naslednje vire, bomo delali na tem, da bo to trajnostna zadeva, da ne bo se končala s koncem projekta, ampak da nadaljujemo. Prvi termini delavnic so sicer že zapolnjeni, zato bo za prijavo na nove potrebno malo počakati. Nedavno so v Portorožu pred Fakulteto za pomorstvo in promet podaljšali in prenovili stari pomol. Na njem je narejen sistem za spuščanje rešilnih čolnov v morje, ki naj bi se uporabljal za študentske in dijaške vaje. Gre za podaljšanje pomola, na kateri je nameščena oprema za reševanje. Trije različni načini, se pravi opreme za reševanje. To pomeni prostopadni čoln na pripadajočem dvigalu, gravitacijski, se pravi reševalni čoln na gravitacijski sohi in pa hitri reševalni čoln, spet na svojem pripadajočem dvigalu. To je oprema, ki je potrebna in zahtevana za tako šolanje študentov kot dijakov na področju pomorstva, kakor tudi oprema, s katero morajo aktivni pomorščaki podaljševati svoja pooblastila za delo na ladji. Prenovljenega pomola ne bodo uporabljali samo prihodnji pomorci, temveč tudi oni aktivni. Oprema, ki bo nameščena na pomolu, je podobna kot tista na ladjah. Skratka, čolni se bodo večina uporabljali za usposabljanje, se pravi študentov in dijakov na programih pomorstva, za aktivne pomorščake, ki bodo podaljševali oziroma posodabljali svoja pooblastila za delo na ladji, in pa tudi seveda za opravljanje izpitov, ki jih pa potem izvaja Uprava za pomorstvo oziroma njihovi inšpektorat, ravno za aktivne pomorščake. Pomol je Fakulteta za pomorstvo in promet obnavljala v sodelovanju z državo. Pri nas namreč ni bilo potrebne opreme, ter so pomorci vse vaje, ki so nujne za usposabljanje, izvajali na reki. Uporaba reševalne opreme na splošno je pogoj, se pravi, to je temeljni pogoj šolanja pomorščakov. Ti pogoji niso samo, potreba fakultete ali pa srednje šole, ampak izhajajo iz zahtev mednarodne konvencije o usposabljanju pomorščakov. Se pravi, dokler tega pomola in opreme nismo imeli, smo bili dolžni ta usposabljanja izvajati v tujini. Seveda je to bistveno zmanjšalo obseg teh usposabljanj in tudi kvaliteto. Sedaj bomo to pač lahko počeli na najvišjem možnem načinu. Novi pomol je vzbudil močna čustva pri nekaterih meščanih. Oni namreč menijo, da pomol ne izgleda dobro in da način, na kateri je prenovljen, ni primeren za plažo. Dekan Fakultete za pomorstvo in promet, Peter Vidmar, pa pravi, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da videz pomola ne izstopa preveč iz okolja. Oprema, ki je nameščena, je ladijska oprema, se pravi taka, kot je nameščena tudi na ladjah, kajti taka mora tudi biti za usposabljanje pomorščakov. Glede izgleda smo skušali izbrati najmanjšo opremo take vrste, tako da ne bi po svoji dimenziji, še bolj izstopala v tem prostoru in na relativno majhen prostor pomola namestili vso opremo, ki je potrebna. Vprašali smo mimoidoče, kaj oni menijo o prenovljenem pomolu. Ne vem, jaz ga prvič vidim. Ali vam je všeč, ali vas moti? Pač te oranžne zadeve so gor. Torej moti vas? Ja, lahko bi tako rekli. Ja, kaj ti? Ja, tudi. Mislim, v redu. Deluje dobro. Torej vas ne moti? Ne. Kaj mislite, da je uporaben? To bomo pa videli s časom. To je prav, da je to, ker to šola rab, ne. Brez tega ne bi dovolj registracije. Ne, torej vas ne moti? Ne, prav nič. Novi pomol bodo uradno odprli 7. marca na dan pomorstva. Študenti in dijaki pa ga začnejo uporabljati šele aprila, ko dobijo vsa potrebna dovoljenja. Pomol naj bi prispeval k kakovosti pomorskega študija in na splošno pomorstvo v Sloveniji. Dvorano Plus Climbing v Kopru so minulo soboto napolnili rekreativni plezalci, ki so se udeležili tekmovanja NLP lige.
prve vseslovenske plezalne lige. NLP Liga je rekreativno tekmovanje za plezalce iz cele Slovenije in poteka v 6 plezalnih centrih v Sloveniji od decembra do aprila in je v bistvu namenjena vsem, kakor so kadarkoli v lifeu plezali, zato da se imajo fajn, da se družijo, pa tudi v bistvu konec koncev tekmovanje za tiste, ki si tega želijo. V Kopru je potekalo 3. tekmovanje oziroma tako imenovana runda NLP lige, na kateri so se plezalci soočili s problemi na balvanu. Dopoldne so potekale kvalifikacije, v večerni finale pa se je uvrstilo 5 žensk in 6 moških. Vsak je moral preplezati 3 balvane v največ 3 poskusih. Med ženskami je bila najboljša Jerica Polončič, ki se je s plezanjem spoznala pred 5 leti. Zmage gotovo še nisem pričakovala. Konkurenca je vedno huda na teh tekmovanjih, ampak malo je odvisen od mogoče sreče, malo je odvisen, kako se ti poklopi, tako da danes se je meni poklopil. Med moškimi konkurenti je slavil Max Bogolin, ki mu NLP liga ni tuja. V bistvu sem lani zmagal skupno NLP ligo, drugače sem pa bil v mladinski reprezentanci, ampak tam nisem bil ful dober. Tako da zdaj rekreativne lige so bolj zabavne kot prave tekme. Organizatorka Špela Noč meni, da bi bilo v Sloveniji lahko več takšnih dogodkov, saj se plezanje pri nas še razvija. V naslednjih mesecih se bodo odvile še preostale 3 runde tekmovanja v različnih plezalnih centrih, 1. aprila pa bomo na tekmovanju v ljubljanski boulder sceni dobili končne zmagovalce celotne lige. Žareči obrazi tekmovalcev in gledalcev so izražali ljubezen do tega športa, ki je na marsikoga naredil vtis. Pejte kdaj probat. Med 21. in 28. januarjem je v Trstu potekal Trieste Film Festival, že 34. leto. Gre za filmski festival posvečen srednje- in vzhodnoevropskemu filmu. V središču zanimanja festivala je makroskopsko kinematografsko področje, v okviru katerega nastajajo drzni in drugačni filmi, ki jih velikokrat ne moremo uvrstiti v običajne okvire in so včasih nepopolni, toda polni življenja in poguma, so zapisali v predstavitveni brošuri. La cosa più importante del festival è l'identità. Il Trieste Film Festival si occupa da sempre, da 34 anni, di cinema dell'Europa centro-orientale ed è un focus molto importante che lo rende unico, originale, siamo gli unici in Italia ad occuparcene con serietà, con passione ed è questo che ci contraddistingue. Festival je potekal na več lokacijah, filmske projekcije pa je bilo možno videti v prekrasnem gledališču Politeama Rossetti, v gledališču Teatro Miela ter v kinematografu Cinema Ambasciatori. Tekmovalni program so sestavljale 3 kategorije filmov: celovečerni film, kjer so prikazali 9 filmov, dokumentarni film z 11 filmi ter kratkometražni film, kamor se je uvrstilo 17 kratkih filmov. Poleg tekmovalnih je festival ponudil tudi 3 posebne sekcije: Fuori dagli schermi s poudarkom na animiranem filmu, Premio Corso Salani, v okviru katerega predstavljajo neodvisne italijanske filme brez distribucije, ter Wild Roses, Registe in Europa, divje vrtnice evropske režiserke. V slednji so letos prostor namenili režiserkam iz Ukrajine. Quest'anno è stata un'edizione straordinaria, la 34esima, avevamo 116 film da 40 paesi, tanti lungometraggi, documentari, cortometraggi, una retrospettiva, un focus dedicato all'Ucraina, insomma un'edizione molto varia con tanti eventi collaterali che hanno permesso anche di avvicinarci maggiormente al mondo dei giovani che ci hanno seguito con molto interesse. Nagrado Trsta za najboljši celovečerec je prejel film Sonne, Sonce, Kurvina Ajuba. Gre za zgodbo o 3 upornih najstnicah, ujetih med svetom družbenih omrežij in realnim življenjem, v katerem spoznavajo same sebe, potem ko čez noč postanejo slavne zaradi videa, v katerem twerkajo na pop pesmi odete v burke. Nagrado Alpe Adria Cinema za najboljši dokumentarec je žirija podelila filmu Scenes with my Father, Prizori z mojim očetom, Biserke Šuran.
Gre za dokumentarni road trip, na katerem režiserka z očetom potuje v svojo nekdanjo domovino Jugoslavijo in pripoveduje zgodbo o stiskah in trpljenju družine, ki je morala zapustiti dom, ter travmah, ki so temu sledile. Za najboljši kratki film je bil izbran film Plima Eve Vidan o deklici, ki se mora soočiti s smrtnostjo svoje babice. Nagrado Srednjeevropske iniciative za film, ki najboljše odslikava sodobno realnost in dialog med kulturami, je prejel koprodukcijski Love is not an orange, Ljubezen ni pomaranča, režiserke Otilije Barbare. Izven tekmovalnega je festival letos ponudil zelo pester spremljevalni program, v katerem so se zvrstile masterclass delavnice, pogovori s filmarji, razstave, filmski sprehodi po mestu ter številna druga druženja. Ekipa, ki vodi Tržaški filmski festival, je odprta, zagnana in gostoljubna. Festival pa vsekakor vreden pozornosti. Približa se 8. februar, obletnica smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in tudi kulturni praznik Prešernov dan. Podaril nam je pesmi, sonete, balade in romance ter tako obogatil slovenski jezik in kulturo. Danes pa njegovo ime krasi ulice, trge in izdelke po Sloveniji. Trenutno smo na Prešernovem trgu v Kopru, enem od mnogih v Sloveniji. Danes pa bomo ugotovili, koliko je Prešerna na obali. Poleg trga v Kopru, Prešernovo ime nosi tudi dolga cesta po drevesju v Izoli, Prešernova cesta. Na cesti lahko najdete tudi apartmaje Prešeren. Po pesniku je imenovan en najlepših delov Pirana, Prešernovo nabrežje. Le jadra spet napnimo, valovom se zročimo, kak čisto je morje, pravi France Prešeren v pesmi Mornar. Čisto morje pa pljuska plažo Prešeren v Piranu. Po ljubitelju morja je imenovan tudi delfin Prešeren, ki je lani postal svetovni rekorder v daljinskem plavanju. To ime je dobil, ker so ga pri nas prvič opazili prav na kulturni dan. France Prešeren je zadnja leta postal ime, ki krasi številne slovenske izdelke. Avstrija ima Mozart kroglice, Slovenija pa Prešernove kroglice. Okusno sladico, narejeno iz mlečne čokolade, lešnikove kreme in lešnikov. Kroglice radi imajo tako Slovenci kot turisti, ker so zanimiv spominek iz Slovenije. Vpliv slovenskega pesnika je viden tudi v Italiji. V Trstu je licej Franceta Prešerna, gimnazija s slovenskim učnim jezikom. V Boljuncu, v okolici Trsta, pa je občinsko gledališče France Prešern. Tako smo na obali našli kar nekaj lepih in okusnih stvari poimenovanih po Prešernu. Pesnik je veliko prispeval k slovenski kulturi in pečat, ki ga je pustil, je viden na obali in tudi v celotni Sloveniji. Kaj dogaja? Kje dogaja? Kdaj dogaja? Na obali. Čau! Ponovno sem z vami, da vam povem za dogodke, ki jih lahko pričakujete v tem tednu. V soboto, 4. februarja, bomo vikend pričeli z dogajanjem v Centru mladih Koper, kjer že ob 10. uri zjutraj prirejajo izmenjavo zimskih oblačil. Dogodek bo trajal do 16. ure, na njem pa lahko v zameno za nenošena oblačila dobimo kakšen nov kos in si kar zastonj popestrimo omaro. Istega dne se v galeriji Salsa Verde ob 18. uri otvarja prodajna razstava ilustracij Zvonka Čoha, ilustratorja, animatorja in avtorja prvega slovenskega celovečernega animiranega filma Socializacija bika. Ta teden se je sicer pričel že 8. Kavč festival, ki poteka po vsej Sloveniji in v Trstu. Tokrat se bo v centru Kopra vsem ljubiteljem indie folk glasbe ob 18. uri predstavila kantavtorica Sabina Vostner v duetu z Daniele Egareze. Skupaj bosta združila poezijo in glasbo. Drugi koncert Kavč festivala pa se bo ob 19. uri odvil v Truškah z Nothing Concrete triom. Slednji obljublja prepletanje protestnih pesmi, zgodb, humorja, mednarodnih priokusov svetovne glasbe in plesne energije. Ker gre za manjša, privatna koncertna prizorišča, natančne podrobnosti o lokaciji prejmete ob nakupu vstopnice. V Kulturnem centru in multimedijskem muzeju Media Dom Pirani v sklopu počitniškega programa Media Dom pričenjajo s pestrim programom za otroke in mladino. V ponedeljek 6. februarja se bo ob 10. zjutraj pričela delavnica, na kateri bodo otrokom predstavili prazgodovinski način tkanja s karticami.
Naslednji dan, 7. februarja, bo na vrsti stripovski jam session, delavnica prostega skupinskega risanja stripov. Do konca tedna pa bodo počitniško dogajanje dopolnili še s projekcijami risank in predstavami. Za vse, ki si v torek želite družabnega večera, pa vas vabijo v Centru mladih Koper na večer družabnih iger. Od 18. ure dalje se lahko družite ob igrah, kot so Exploding Kittens, Cards Against Humanity, Dixit, Jenga, Make and Break, briškola, šah, kalčet in namizni hokej. V sredo na kulturni praznik pa bodo v klubu študentov občine Koper po 10 letih organizirali celodnevno zabavo na snegu Snegfest. Primorski študentski klubi so se namreč združili in pripravili pester program snežnih aktivnosti in tekmovanj na italijanskem smučišču Forni di Sopra. Manjkalo pa ne bo niti glasbe, saj bodo za njo poskrbeli Čumfa, DJ Wavy in Wynel. Kulturni praznik lahko preživite tudi v Artkinu Odeon, kjer bodo ob 19. uri predvajali slovenski film Orkester režiserja Matjaža Luzarja. Poglejmo, za kakšen film gre. Konec Prešernovega dne pa lahko preživite v baru Hangar, v katerem bo svojo kitaro nastopil Elvis Šahbaz. V četrtek 9. februarja boste v Centru mladih Koper kar 2 dogodka. Ob 5. uri bo na vrsti delavnica izdelovanja stripov, ki jo bo vodil ilustrator Aljaž Rolih. Ob 8. zvečer pa bodo na vrsti obalne rime, na katerih bo 11 umetnic in umetnikov bralo svojo poezijo. V petek 10. februarja pa v Centru mladih Koper prirejajo še zimsko izvedbo festivala Kulturiti dvoru, na katerem bo nastopil glasbeni duo Dovč Krmac, ki je znan po prepletanju folka, etna in jazz glasbe. Hvala za pozornost, uživajte na kulturnih dogodkih in se vidimo naslednji teden. Ena od lepot Slovenije je, da lahko v istem dnevu pijete kavo ob morju in smučate v gorah. Zdi se, da so na to ljubosumni tudi Američani. Poglejmo. Look, all my Slovenian pals, whether it's Luka Doncic from the NBA, or Melania Trump, right? I hook up with them when I'm there getting coffee. Yeah, you guys the three of you go together. We go together, and then we grab a cup of coffee. We check out the museum, and we see all of the great works of art in Slovenia, and then it's really nice. We take about a 10-minute stroll, which takes us around the circumference of Slovenia. So check it out, ladies and gentlemen. If you've got a private jet on the go outside your house, make sure you get to Stowe's Coffee Roasters. In which city? Ljubljana.